No, zdaj pa novica z druge strani nasada marihuane. Konec junija nas čaka kongres Združene levice, kjer se boste zgodili dve veliki stvari. Združitev Združene levice in volitve novega predsednika nove stranke. Zdaj, dajmo najprej razčistiti to združitev. V kaj točno se bo združila Združena levica? V združnejšo levico? V združeno na kvadrat? Glede na to, da gre za levičarje, bo nova Združena levica verjetno tako združena, kot zobje od Madone. Bolj ne. Boje pa tako kot Madonna imel samo eno ime. Nova stranka se bo najverjetneje imenovala Levica. Sam Levica. Njena kratica bo L, ali kot reče Zoki L, ali pa Janša L. Ali kot prav Karl Rjavec, še dobro, da niste rastafarijanci, ki vas smo klicati, haha, haha. Druga stvar, nov predsednik Levice. Za predsednika se bo potegoval Luka Mesec, ki je za zdaj očitno edini kandidat za to mesto. Čakaj malo, en kandidat za predsednika, kje sem jaz to že videl? Ti komunajzari. Proklet komunajzari. Lejte, nam bi bilo precej ljubše, če bi na mesto predsednika Levice stopil Franc Trček. Njegov ljubkovalni vzdevek bi bil trčeni prezident, pa uvodno špico za njega smo že zadnjič naredili. Kakšno pa ne damo uvodno špico za Lukija? Frejžerja? Vrtičkarje? Dobro, Lukec bo predsednik, ne? Za mesto koordinatorce pa se bo potegovala kursađija Violeta Tomić. Glede na to, da je nekoč vodila oddajo Najšibkejši člen, si lahko kmalu obetamo, da bo nekomu v stranki rekla adja. No, moram pa priznati, da me bega ena stvar pri teh levičarjih. Med njimi ni niti enega bivšega komunista, niti enega predstavnika sil kontinuitete. To pomeni, da je v SDS več komunistov kot v Levici. In zdaj sem čisto zmeden in ker bi rad bil še bolj, bom za mnenje o prihodnosti slovenske levice vprašal nikogar drugega kot strokovnjaka za protidržavne elemente in diplomiranega Slovenca Ivana Janeza Novaka. Pozdravljeni! Hvala Jezus, hvala Jezus. Gospod Novak, Združena levica bo še bolj združena. Novo stranko pa bo po vsej verjetnosti vodil Luka Mesec. Kaj si lahko obetamo na levici? No, gospod Godler, zdaj smo pa tam, kjer pa jaz vas vprašam. Ako levičari dajo samo en predlog za predsednika stranke, je pa vse okej? Ker prejšnji teden ste mi jokali in mojega sojmenjaka primerjali s severnokorejskimi voditelji in največjimi komunajzerji. Zdaj, ko je edini kandidat zlata zadnjica levice, pa nič od vas. To je pa okej. A ste ni pa nič narobe. Kje so pa zdaj posnetki vojaških parad z Rdečega trga, štafetna dosti in druge levičarske navlake, vas vprašam? No, oj, gospod Novak, sej smo mu faco zamenjali z Janševo, kaj? Ta šala niti za kisu nasmehni. Ampak kaj pomeni Združena levica za prihodnost slovenske levice? Me veseli, da ste me vprašali. Poglejte, tako kot ne dajem prevelikega pomena nizkonakladnim levičarskim medijskim trobilom, se tudi ne bom pretiroma oziral na benigno parlamentarno levico, ki sama po sebi tako ali tako ne more ničesar narediti. Njen edini modus operandi je, kot že ptički na vejah čivkajo, delovanje iz ozadja. To, kar levica zdaj spet kaže v prvih vrstah, pa je samo poceni špektakel. No, ampak lahko, da bojo te ljudje po naslednjih volitvah vodili državo. Vi pa ste en šaljivc. Mogoče bi mogli razmisliti o karieri komedijanta, ki ste tak špasfogel. Veste, gospod Godler, vsak, ki vsaj malce spremlja politiko, in to očitno niste vi, ve, da bo na naslednjih volitvah zmagala SDS. Tako bo oblast po krajši in docela patetični in pomilovanja vredni uzurpaciji,
ko je povzročil žalostni prdec iz Murgel, ponovno prevzel naš ljubljeni vodja. Ampak jaz bi se o Luki Mescu pogovarjal. Razumem, gospod Godler, vi bi se radi pogovarjali o lepih mladih fantih, mene pa dejansko zanima prihodnost Slovenije. Mene pa zanima prihodnost Slovenije, ne pa neke mokre sanje murgelskih plačancev. Veste, jaz mislim, da je čas, da nekdo prevzame odgovornost in postavi stvari na svoje mesto. Ampak po javnomnenjskih raziskavah dobro kaže tudi SD, kjer je pripravljenost, da postane premijer, pokazal Dejan Židan. A to je še ena od vaših neposrečnih šal? Dajte se prosim mačka zbrati, gospod Godler. Poglejte, Slovenija je na občutljivem razpotju. Zdaj je pomembno, kdo bo prevzel vajeti, kdo bo krmaril med rdečimi zastavami s srpom in kladivom in nas dokončno pripeljal do kraja, kjer na modrem nebu sije rumeno sonce. Pa se vsi vemo, da nas levica vodi nazaj v temačno pa nasilno preteklost, v meglo, ki jo ne more razkaditi niti vaš multitalentirani Borut Pahor. Zelo lepo vidim, da bi lahko bili vremenar ali pa slab pesnik. Pa vendar pred parlamentarnimi nas čakajo tudi predsedniške volitve. Menite, da nas lahko v lepše vreme pelje kateri od kandidatov mogoče? Poglejte, gospod Godler, vsi bi lažje spali, če bi vam lahko tukaj in ob tej priložnosti rekel da. Da, obstaja nekdo, ki lahko razjasni obzorje in nam odpre domovinske čakre. Nekdo, ob katerem ustrepeta srce. Nekdo, ki mu bom lahko brez stisnjene čeljusti rekel moj predsednik. Nekdo... Vidim, da tudi tokrat ne moramo nič na kratko. Gospod Novak, predlagam, da se o tej temi pogovorimo naslednjič. O ja, naslednjič, to vam pa obljubim. Naslednjič vam bom povedal vse o tem. Lahko noč, gospod Novak, se že veselim. Yo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!